Svet se nenehno spreminja. Ponuja nam nove izzive in poslovne priložnosti. Na poti uresničevanja pa potrebujete zanesljivega, strokovnega in odgovornega partnerja. SID, Slovenska razvojna in izvozna banka, je v 100% lasti Republike Slovenije. S finančnimi in zavarovalnimi storitvami spodbujamo podjetja in javni sektor ter njihove investicije in inovacije za konkurenčnost gospodarstva in trajnostni razvoj Slovenije. Naše poslanstvo je preoblikovati vaše ideje v realnost in skupaj z vami ustvarjati prihodnost, saj smo prepričani, da ideje podjetnikov premikajo meje. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne vrzeli, ki nastanejo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev strani zasebnega sektorja. Tako prevzemamo višja tveganja, kar je še posebej pomembno za mala in srednje velika podjetja. Podjetjem vseh velikosti nudimo raznolike in potrebam gospodarstva prilagojene možnosti dolžniškega in lastniškega financiranja, dostopne preko sodelujočih poslovnih bank ter neposredno pri SID banki. S financiranjem in zavarovanjem izvoza ter investicij v tujini zagotavljamo možnosti za izvedbo izvoznih poslov, zmanjšujemo poslovna nemarketabilna tveganja in ustvarjamo stabilne pogoje za mednarodno poslovanje slovenskih podjetij. Vrsto let SID banka upravlja tudi sklade skladov, namenjene učinkoviti porabi evropskih kohezijskih sredstev. Sredstva skladov so v celoti povratna, kar zaradi večjega finančnega vzvoda in multiplikativnih učinkov omogoča financiranje večjim podjetjem. Ena izmed ključnih prioritet SID banke je financiranje zelenih projektov in krožnega gospodarstva. To potrjuje tudi izdaja zelene obveznice, za katero je SID banka prejela prestižno mednarodno nagrado in preko katere financira zelene naložbe v okolje, obnovljive vire energije, čisti transport ter trajnostno upravljanje in urbani razvoj. Vsako leto več podjetij koristi storitve SID banke. Tako skupaj ustvarjamo uspešne poslovne zgodbe, saj v nas najdejo verodostojnega, zanesljivega in učinkovitega partnerja, s katerim lahko uresničijo svoje ambiciozne projekte. Zvesti smo temu, kar nas dela uspešne. Našemu gospodarstvu, naši regiji, našim sodelavcem in sodelavkam, našim strankam. Sedaj in v prihodnosti. Tu smo za vas, za vaše ideje, za napredek, za razvoj in dobrobit slovenskega gospodarstva. SID banka. Spodbujamo slovensko gospodarstvo. Now dry your eyes. Fate is upon us, the changing of times. Welcome, blood red skies, burn in the wake of a world left behind. Feel the fire rain.
nowhere safe to hide. Can't escape the fallout. Feel the fire rain down. See the shadows rising all around. Can't escape the fallout. Can't escape the fallout. Feel the fire rain down. See the shadows rising all around. Can't escape the fallout. Can't escape the fallout. Ful je težko. Mislim se vrteti. Dobrodošli na Popri 2024. A to je bilo to? En lep pozdrav in dobrodošli na razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad tekmovanja Popri 2024. In preden nadaljujemo, naj povem, kdo sta akrobatki, če jo slučajno kdo ne pozna. Veste, kdo sta to? Ena je Eva, bravo, druga je Tinkara in skupaj sta kamikazete sta prvi slovenski par ob drogu in zračni akrobatki, ki skupaj ustvarjata že od leta 2015, ki sem jo sprašal, kaj boste prvo počeli, a boste z lufta dol? Ne, na tleh sva, to je bilo na tleh. Boste videli, naslednjič, ker ne bom videl, da so tam tiste tačke, sem spotaknil, no tisto je pa res na tleh. V glavnem, širši Sloveniji sta postali znani in poznani 2018. v oddaji Slovenija ima talent, takrat ste prišli do polfinala, leto kasneje na hrvaški različici še do finala in potem še, a Portugalska, na Portugalskem, spet do finala, tako da en velik aplavz za ta neverjeten. Pač to ni toliko akrobatski talent, kot je trdo garanje. Drugače pa kako leto beži, ne? Ker spet, eno leto smo starejši, bundarla se še slabšo oblačka lani, tako prav ne moreš verjeti. Ste se imeli super na tekmovanju? O, Marija, tako je bilo grozen. A so vas izmučali, ne? Ok, pa gremo pa čim prej da tole skozi, da se žurka začne in da podelimo te neverjetne nagrade. Tako da najprej, da vas slišim vse tekmovalce, en aplavz si dajte, tekmovalci. Zdaj pa mentori, kje ste mentori? Zlata ste vredni, imeli ste super težko nalogo, čeprav izjemne talente. Zdaj pa starši, koliko vas je staršev, spremstvo? Dobrodošli vsi trije. In zdaj še en aplavz za sponzorje, strateške partnerje, soorganizatorje in vse ostale partnerje. Hvala, ker ste omogočili Popre 2024.
Kot veste, tekmovanje Popri organizirajo v Primorskem tehnološkem parku. Na čelu njihove ekipe je neverjetna in izvrstna, ona tudi vsako leto mlajša zgleda, direktorica magistrica Tanja Kožuh, ki jo zdaj vabim na oder, da nam kaj več pove. Za tiste, ki jo ne poznate tako dobro, Tanja s prizadevanji ustvarja in v bistvu to tekmovanje Popri je z njega naredila z lokalnega nacionalno tekmovanje. Na njem je že več kot 5000 mladih, to se mi zdi stari podatki, meni se zdi, da jih je veliko več že, razvija svoje podjetniške ideje. Tekmovanje Popri je recimo leta 2021 tudi prestopilo nacionalne okvirje in sem mislil, da že dalj cajta hodila, veš, in postalo mednarodno. In tukaj se Popri še ne ustavijo, a ne da ne. Aj mikrofon ti moram dati, čak. V prostem času sem tudi hostesa. Tanja Kožuh, drage dame in gospodje. Jaz bi ti kar predal besedo. Super, A prav? hvala. A moram ful preč? Ne, kar zraven. No, napada. No, bom pa začela. Najprej vsem prav en lep pozdrav in dobrodošli na Popri 2024. Danes mi je prav veselo in prijetno čas, da lahko z nami pozdravim ministra za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaža Hana. Zdaj bo ta seznam precej dolg, tako da če bom pri vsakem ploskali, bo to malo res dolgo. Tako da, ampak vseeno, zelo rada bi pozdravila tudi župana mestne občine Nova Gorica, Sama Turela, in župana občine Šempeter Vrtojba, magistra Milana Turka, dva župana, ki sta predstavnika občin in soorganizatorjev tekmovanja Popri. Med nami je tudi župan občine Renče Vogrsko, Tarik Žigon, seveda podžupani, predstavniki ministrstev, Javne agencije Spirit Slovenija, Slovenskega podjetniškega sklada, predstavniki lokalnih skupnosti in seveda vi, dragi tekmovalci, tekmovalke, mentori, predstavniki izobraževalnih institucij, naši sponzorji, podjetniki, zagotovo sem še koga pozabila, ampak res vsi tisti, ki kreiramo Popri, teh je res veliko. Zdaj, najprej na začetku želim iskreno čestitati udeležencem Poprov. Izkazali ste izvrsten nek izjemen potencial, ste talentirani, imate kreativne ideje, ste inovativni, predvsem pa ste imeli veliko energije, moči, strasti in volje, da ste vaše ideje razvili do podjetniških modelov. Glejte, vsi vemo, v jedru vsake podjetniške zgodbe smo ljudje. Je naše znanje, so naše veščine, ambicije, energija, zaupanje vase in v naše sposobnosti. Dejansko smo posamezniki tisti, ki iz različnih razlogov začenjamo nekaj novega. Če želimo spremeniti svet in smo pripravljeni storiti vse, da bi uresničili svoje sanje, ni boljšega, kot to začeti čim bolj zgodaj v mladosti. In ni boljšega, kot to začeti na Poprih. Zapomnite si, da ste danes tukaj, pomeni to za vas nekaj zelo pomembnega. To je vaša najboljša naložba za prihodnost. Seveda si vsi želimo, da bi bile naše ideje uresničene, da bi z njimi uspeli. Vendar vselej ni tako. Kdaj pa kdaj se nam zgodi, da doživimo tudi neuspeh. Ja, in takrat smo žalostni, seveda, ampak gledajte, dajmo na neuspehe gledati kot na en neuspeli poskus, iz katerega se lahko res veliko naučimo. Zdaj, pri tem je pomembno, da znamo uporabiti naše talente, da imamo cilje, da imamo strast do tega, kar počnemo in da smo nad tem navdušeni. Kajti le tako si lahko postavimo zelo visoke cilje in imamo željo in motivacijo, da jih tudi dosežemo in ne malo kdaj takrat te cilje tudi presežemo. In prav na tak način, z veliko navdušenja, so nastali tudi Popri. Popri je v bistvu fenomenalna zgodba, ki je nastala iz nič. Nastala je s kombinacijo individualnega truda in skupnega delovanja številnih posameznikov in institucij.
Zgodba je terjala številne odločitve in premišljene poteze. Popri je zgodba, ki nastaja in se razvija s pomočjo prav vsakega izmed vas, ki danes sedite v tej dvorani. Čarovnija uspeha Popri izvira iz tega, da se je skupina posameznikov odločila, da je uspeh širše skupnosti vreden njihove naložbe, časa in energije. Vsi se verjetno strinjamo, da sta podjetnost in podjetništvo temelja razvoja. Podjetniki imajo neko tako neustavljivo željo po kreativnosti, inovativnosti in pravzaprav to je njihov način življenja in tega želimo vas mlade naučiti. Popri je odličen primer, kako se da povezati gospodarstvo s šolstvom in obratno. In sicer z namenom, da se mladim omogoči, da razvijajo svoje podjetniške ideje v sodelovanju s podjetniki. In letos so se zato posebej angažirali res številni podjetniki, tudi tisti iz Kluba slovenskih podjetnikov. S Popri dokazujemo, kako pomembno vlogo imajo inkubatorji in tehnološki parki ter druge institucije podjetniškega podpornega okolja. Namreč mi smo tisti, ki z mladimi, iz šolami in podjetniki ustvarjamo neposreden stik, z njimi gradimo odnose in povezave. Mi smo tisti, ki promoviramo podjetnost in podjetništvo na terenu in smo tisti, ki navdušujemo mlade, da razvijajo svoje ideje. Danes popoldne se je zunaj predstavilo precej mladih podjetnikov. Med njimi so bili tudi tisti, ki so v preteklosti tekmovali na Poprih, danes pa so mladi in uspešni podjetniki. In tega se zelo veselimo. Ja, drži, s Popri želimo govoriti na glas tudi o dobrih podjetniških zgodbah. Zdaj, da nekaj delamo prav, potrjuje več rezultatov. En je zagotovo ta, da se mladi skozi leta vračate na Popri. Nekateri med vami v dvorani ste lani tekmovali kot osnovnošolci, danes ste tukaj kot dijaki. Nekateri ste v preteklih letih tekmovali kot študenti, danes ste tukaj kot podjetniki. Nekateri ste kot mentori, drugi kot sponzorji in naši podporniki. In vse to so Popri. Da so Popri nekaj, kar Sloveniji daje dodano vrednost, so prepoznale najprej lokalne skupnosti. Naši dve občini, ki sta z nami od vsega začetka, 21 let, Mestna občina Nova Gorica in občina Šempeter-Vrtojba. Kasneje je to dodano vrednost prepoznala tudi nacionalna oblast. In danes je naš največji podpornik prav Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Da s Popri spremenjamo družbo, je prepoznala celo Evropska komisija in letos tudi Evropski parlament. Saj vsi vemo, Popri so že 4 leta mednarodno tekmovanje za 10 evropskih držav. In zdaj za konec se vračam spet na začetek. Začela sem tako. Če želimo spremeniti svet in smo pripravljeni storiti vse, da bi uresničili svoje sanje, ni boljšega, kot začeti čim bolj zgodaj v mladosti. In ni boljšega, kot začeti tukaj, na Poprih. Zato se zdaj na vas obračam z izzivom. Ta trenutek v dvorani sedite kot poslušalci. Jaz sem tukaj na odru, stojim kot nekdo, ki želim spreminjati svet. Na voljo vam dam trenutek, da razmislite in se odločite. Ali želite v prihodnosti biti na strani poslušalcev v dvorani ali na strani tistih, ki boste spreminjali svet. Hvala. Želim vam lep večer. Hvala, Tanja. Letošnjih tekmovalcev je bilo 607, kar pomeni, da je ne samo dosežen, ampak presežen lanski rekordni 474 rezultat oziroma 474 tekmovalcev, kar pomeni, da je bila konkurenca večja in da so imeli naši mentori veliko težje delo. Zato bi na oder povabil eno posebno damo in to je vodja tekmovanja Popri,
Regino Bajc. Primorski tehnološki park namreč skupaj s svojimi strateškimi partnerji, Tehnološkim parkom Ljubljana, Saša inkubatorjem, Razvojnim centrom Novo mesto skrbijo za prijave na tekmovanje, organizacijo polfinala, mentorsko podporo ekipam, ki jo potrebujejo, in Regina ima vse to načez in ekipa dejansko ne spi in Regina je rekla, da oni to radi delajo. Regina, je to res? Res je, čista resnica. Tako da vsaka neprespana noč je najmanjši problem, no, ker počnemo to z veseljem. To lahko sam mamica reče. Grem še po en mikrofon, ti kar govor. Delo z mladimi, podjetnimi, energičnimi posamezniki je res navdihujoče in v bistvu veselje, ki ga prinaša delo na tekmovanju Popri, je zame res nekaj posebnega. V bistvu si želim, da bi imela z mladimi tekmovalci še več stika in sicer tudi v živo, ampak vsi prihajamo iz različnih koncev Slovenije. Je pa tudi res, da so ti tekmovalci tako zasedeni, polni enih aktivnosti, da jih včasih težko dobiš ne samo preko maila, ampak tudi na telefon. Nekaj tednov nazaj, na primer, ko sem usklajevala podjetnike z ekipami za 1-na-1 mentorstvo, kar poleg organizatorjev tekmovanja letos prvič omogoča tudi Slovenski podjetniški klub, se mi ena ekipa nikakor ni javila na telefon, na kar dobim sporočilo, sem v šoli, prosim, da pustite paket zadaj na terasi. Ampak danes smo vsi tukaj in sem res presrečna, da vas vseh vidim v živo in v čast mi je, da srečam oziroma spoznam tudi ostale, ki so ustvarjate tekmovanje, kot je direktorica Tanja že omenila, ste to mentori, starši, podporniki, sponzori, soorganizatorji, strateški partnerji, Anja, Jan, Milan, hvala. Ne vem, najbrž sem koga spustila in ne nazadnje, tukaj ima velik pomen tudi ekipno delo in najlepša hvala ekipi Primorskega tehnološkega parka in tukaj bom pa izpostavila kolegico Danijelo Pavlica, s katero tesno sodelujemo in jo tudi vabim na oder. Hvala. Jaz sem mislil, da boste v duetu kaj. Aha, ne. A? Ne? Ok. Okay. Če utarable, jaz sem kle. Hvala za mikrofon. Zdaj me je prešilna ta ideja in jo bom v bistvu delila z vami. Se mi zdi, prvo leto delam z Regino, da je mogoče ona malo bolj, bi rekla, uglajena, resna. Jaz sem ona, ki je ponavadi bolj funny, če bi rekla po angleško temu. Ne bom dolgo vezla, bom samo tekmovalcev vprašala, kar sem vam že prej položila na dušo. A se spomnite, kaj sem rekla, da imejte se danes? A ste se imeli fajn? Okay. Wow, prepričljivo. A ponovimo še enkrat? Vprašati, zdaj pa res dajte vse od sebe, šune zadnje atome. A ste se imeli fajn? Okay. Jaz sem imel pa malo preveč fajn. Ok, to je vse, kar šteje. Hvala vsem, da ste se udeležili in Popri Rocks in dajmo rokati vsi skupaj naprej. Hvala vsem damam, hvala za dobro voljo. Popri je skupnost, ki povezuje podjetnike prihodnosti z gospodarstvom, državnimi ustanovami, slišali smo z Evropo, s svetom, številom tekmovalcev in tistimi, ki prispevajo k organizaciji in izvedbi projekta Popri, se pa ta skupnost res širi, gremo v tisoče in tisoče, podiramo rekorde in tukaj gre velika zasluga tudi Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter javni agenciji Spirit Slovenija, ki s svojimi politikami in ukrepi strateško spodbuja mlade talente in njihov razvoj. Zdaj bomo spet malo ploskali, vem, vsi ti me boste, ampak res si to najbolj zaslužijo. Kot so organizatorje tekmovanja naj tu omenim Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, javno agencijo Spirit Slovenija, Slovenski podjetniški sklad, pa mestno občino Nova Gorica, občino Šempeter-Vrtojba in Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Hvala, res hvala, ker pomagate organizirati in pripraviti Popre in zdaj je čas tudi za našega častnega gosta, častnega govorca, seveda ministra za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han. Oder je vaš.
Najprej en lep pozdrav, spoštovani župani, spoštovana Tanja, predvsem spoštovani tekmovalci in pa seveda mentorji. Zdaj, tule je govor. Ne bom ga prebral, zakaj ne? Zato, ker je kolegica pred mano rekla, da ste se imeli fajn in res ne bi rad, da bo politik zdaj tle govoril na dolg in vam zamoril en prelep dan. Vam bi rad samo eno stvar povedal. Ko sem prišel na ministrstvo pred 2 leti, je bila ena od prvih informacij, da ministrstvo sponzorira Popre. In sem povedal, kaj to pomeni, in sem rekel samo eno. Tisto, kar je v tej državi dobrega, je treba nadaljevati in še nadgraditi. In ta zgodba, na to zgodbo smo lahko ponosni. Zakaj? Ker je šla ta zgodba izven naše prelepe domovine Slovenije in s tem, ker mladi se podajate v podjetništvo, ki na nek način nam vsem skupaj v tej državi omogoča neko blaginjo. Pregovor pravi, na mladih svet stoji in se vam neizmerno zahvaljujem za to, kar delate. Neizmerno se vam zahvaljujem vsem mentorjem za to, kar ste naredili. Hvala vam lepa in srečno Popri. Hvala lepa gospodu ministru. A smo za to, da kar pogledamo, kdo so kaj zmagovalci, a? Najboljši trije. No, ampak najprej moramo iti čez pravila, kaj vse ste reveži zmatrani dali skozi. Na tekmovanje ste se lahko prijavili mladi v 3 starostnih kategorijah. Osnovnošolci od 7. do 9. razreda, dijaki in študenti, diplomanti in ostali mladi do 29 let. Lahko tekmujete kot posamezniki, to veste, kot podjetniška ekipa z največ 5 člani in prijavili ste se lahko z poslovnim modelom, se pravi opisom podjetniške ideje, pa naj to izdelek ali pa storitev, ko mi čakam. Te poslovne modele oceni komisija, je sestavljena iz startup podjetnikov, z direktorjev in predstavnikov podjetniškega podpornega okolja. Letos se je pa prijavilo 203 ekipe so se prijavile, oziroma rekordnih 607 tekmovalcev in 137 mentorjev iz 98 izobraževalnih ustanov v Sloveniji in zamejstvu. Predstavitve podjetniških idej so potekale v polfinalu 6. in 7. marca v sodelovanju s strateškimi partnerji tekmovanja. Polfinali so potekali na 4 lokacijah po Sloveniji, v Saša inkubatorju, se pravi v prekrasnem Velenju, v podjetniškem inkubatorju Podbreznik Novo mesto, v Tehnološkem parku Ljubljana in seveda v Primorskem tehnološkem parku v Vrtojbi. In vsaka ekipa je v 5-minutnem pitchu predstavila svojo idejo pred podjetniško komisijo. A je bilo težko to? V 5 minutah, svaka čast. V glavnem, 4 polfinalne komisije so izbrale po 3 finaliste iz vsake starostne kategorije. Osnovnošolci, dijaki in mladi do 29. leta, skupno 36 ekip, ki so prejele po 500 evrov iz nagradnega sklada z namenom, da izboljšate svojo poslovno idejo do finala. In mogoče naslednjič dobite 10 minut. Hecam se. Danes bomo v vsaki kategoriji razglasili 3 najboljše in jim podelili super denarne nagrade v višini 2000 evrov neto za prvo mesto, 1300 evrov neto za drugo mesto in 700 za tretje in še druge nefinančne nagrade, ki prav tako ful štejejo. Nagradni sklad finančne nagrade so v vrednosti 36 000 evrov bruto in omogočajo jih Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Spirit Slovenija in Slovenski podjetniški sklad. Dajmo začeti. Poglejmo, kdo so bili najuspešnejši tekmovalci v kategoriji študenti in mladi do 29. leta. Letos je bilo za to kategorijo prijavljenih 34 ekip oziroma 84 tekmovalcev. Poleg že omenjenih denarnih nagrad tekmovalci prejmejo tudi druge nagrade, ki sem jih že omenil, zdaj jih bom pa še bolj tanko. Zmagovalna ekipa v kategoriji študenti in mladi do 29 let, ki jih je komisija na nacionalnem tekmovanju Popri ocenila z največ točkami, ima možnost udeležbe na mednarodnem tekmovanju EUSR Popri Youth, ki bo potekala 15. in 16. maja v Šibeniku na Hrvaškem. In to tekmovanje povezuje najboljše ekipe 10 držav Jadransko-jonske regije. Erasmus za prva 3 mesta in sicer za vsakega člana v ekipi s strani Tehnološkega parka Ljubljana, podpora pri potovanju v Evropo na podjetniško usposabljanje od
1. do 6 mesecev preko programa AI, to je Erasmus for Young Entrepreneurs. V glavnem, vse to so nagrade, ki vas čakajo in to za kategorijo študenti in mladi do 29 let. Samo še komisijo spoznamo. In člani strokovne komisije so bili Tatjana Zavasu Mikuš, managing partner pri SC Ventures DOO. Andraž Žurman, soustanovitelj in direktor podjetja LabCore DOO. Pa Tomaž Bizjak, soustanovitelj in direktor podjetja Recatalyst DOO. Matej Peršolja, soustanovitelj in direktor podjetja Protectus DOO. Gospod minister, malo vas bomo še matrali na oder, namreč spet vabim prav Matjaža Hana in Tanjo Kožuh, ki bosta seveda podelila nagrade v kategoriji študenti in mladi do 29 let. Kako se je pa razživelo tukaj? Minister, jaz vam bom dal kar mikrofon, ker boste mogli biti moja sovoditeljica. Se gremo malo Oskarja zdaj. V bistvu, to imamo tretje mesto, ok? Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je torej eden izmed organizatorjev tekmovanja Popri. Vi boste podelili prve nagrade, gospod minister, začeli bomo pa s tretjim mestom in si pogledamo, kateri poslovni model je dobil nagrado. In tukaj le vam dajem jaz tale šmirgel papir, evo, jaz sem ta iz leve. Ja, zdaj pa v bistvu vi poveste. Ok. Pa-pa-pa-pam! Nagrado za tretje mesto v kategoriji študenti in mladi do 29 let prejme poslovni model Repono. Tretje mesto, člani skupine Matic Bončina, Matej Aleksov. Izobraževalna inštitucija Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Kakšno besedo dve o tem, kaj pravzaprav je bil vaš projekt, vaš cilj in kje ste našli problem, ki ste ga potem rešili? Mislim, da dela. Dela. Ok, basically, jaz izhajam iz Univerze na Primorskem, kjer je problem, da se morajo študenti vsako leto iz svojih študentskih domov izseliti in to povzroča velike logistične težave in midva s to rešitvijo pač rešujeva ta problem. To je pa to, kar se zdaj ne zmožem povedati. Ja, zdaj se lahko sprostiš, ne tekmuješ več, kot pravi minister Han. Ja, iskrene čestitke še enkrat. Hvala. Smo že pri drugem mestu. Moramo se še slikati, verjetno, ali smo se že? A ne, lahko bi se slikali. Ja, dajte, no, jaz itak rabam cajt, da vse tele podatke skrb naberem. Pejte, če... Kar zraven, ja. Eno za družinski album, se veš. Tako... Rečemo sir, dajte jim zaploskati, no, ko so lušni. Tole že nasleden. In smo pri drugem mestu v kategoriji študenti in mladi do 29. leta. Pa-pa-pa-pam! To nagrado dobi Nedanovski Falcon Center. Član skupine Kristjan Nedanovski, ful so mi dobro napisali, se ne izobražuje. Nekega orla smo videli v zadju. Povej nam več. Sokol je oko za domače ali zakaj je bil or v zadej? To je bil kragul. Kako kragul? Ja, pa če ne vem, sem velik majh pač ja. Prosim, povej nam več, zakaj kragul? Moja podjetniška ideja je vzrejni center za sokole, ki je specializiran za hitrostne dirke. Podjetniško idejo sem pa pač nadgradil z
s programom, ki kontrolira inkubacijo reje in pa z NFC obročkom, ki bolje izpelje treniranje s kolo. Vrhunsko, kaj tacga. Iskrene čestitke. Hvala. Hvala. A imamo za prvo mesto kakšno posebno podlago ali moram dvojno pet? Dvojno pojem, ojej. Potem pa zdaj še prvo mesto. Minister Han, izvolite. Dela. Prvo nagrado je dobil Lau Brenner. Člani skupine Benjamin Strajnar, Lara Kodrin, izobraževalna institucija, Pravna fakulteta, vabljeni na oder. Benjamin, Laura, dobrodošla. Najprej fotografiranje. Mir bolj k meni hodite, pa jaz ne vem več kam pobegati, da vam kvaru slike. Ja, mahajte mal. Vi pa ploskajte, no. Aha. Jaz vam bom samo še malo ustavil, ker seveda ničke... A lahko tako? Ok. Benjamin, Laura, kaj je bil vaš projekt, vaša ideja, kjer je bil problem, ki ste ga reševali? Vse nas zanima, ker nič ne vem. Problem, ki smo se ga lotili reševati, je glih to, da ko gremo ali mladi ali neki zaposleni v tujino, da ta postopek, kar se da, olajšamo, se pravi, da razne davčne postopke, zavarovanje in vse poskušamo urediti, zato da se bo na koncu mogoče več ljudi odločilo, da gre v tujino študirati, delati, nabrati izkušnje in pridati nazaj v Slovenijo. Ker marsikoga takoj mine, ko pomisli, kaj vsega čaka. Ja. S papirologijo. Wow, iskrene čestitke. Več kot zasluženo prvo mesto. Hvala vama in lepo praznujte. Hvala tudi podeljevalcema, Tanji in ministru Hanu. Podelitev nagrad kategorije študentje mladi do 29, to smo zdaj zrihtali. Zdaj pa poglejmo, kdo so bili najuspešnejši tekmovalci v kategoriji. To, še vas imam. Letos je bilo za to kategorijo prijavljenih 86 ekip oziroma 286 tekmovalcev in poleg denarnih nagrad, seveda tekmovalci v tej kategoriji tudi prejmete super nagrade. Zmagovalna ekipa v kategoriji dijaki, ki jih je komisija na nacionalnem tekmovanju Popri ocenila z največ točkami, ima možnost udeležbe na mednarodnem tekmovanju EUSR Popri Jut, ki bo potekalo 15. in 16. maja 2024 v Šibeniku na Hrvaškem. Tanja, sem preveč v stilu pred upravo, da dančno preberite navodila? Ne? V redu, ok. Tekmovanje povezuje najboljše ekipe 10 držav Jadransko-jonske regije. Vrhunska nagrada. Prve 3 uveščene ekipe pa v kategoriji dijaki dobite možnost udeležbe na tekmovanju Genius Olympiad, se pravi genialna olimpijada. V ZDA boste šli. Benjamina pa Laura vprašajte, kva rabite za nepapirje. Nagrade smo zdaj našteli, poglejmo, kdo so bili člani strokovne komisije v kategoriji dijaki. Bila je Maja Požar Adrejašič, direktorica, vodja projektov in soustanoviteljica pri RED DOO. Seveda tudi Kristina Kočep-Hudrap, soustanoviteljica oziroma ustanoviteljica podjetja Tikopro DOO, pa Žiga Vavpotič, nekdanji predsednik upravnega odbora družbe Outfit 7, Vuk Lau, partner Silicon Gardens Fund DOO. Na oder pa sedaj za podelitev nagrad vabim župana Mestne občine Nova Gorica, Samo Torel. Izvolite, oder je vaš. Seveda je Mestna občina ena od soorganizatorjev tekmovanja Popri, zato bi lahko malo več ploskal. Izvolite, a vas lahko samo vprašam, Nova Gorica je nekoč veljala za mesto mladih. Kako je zdaj s tem? Še vedno je mesto mladih, vedno bolj je pa mesto podjetnosti mladih. In to ste verjetno najbolj ponosni, da se tako razvija. Na to smo najbolj ponosni in na tem bomo vztrajali, spodbujali in se še dostikrat srečevali
v takih okoliščinah. Bi radi kot neka taka prestolnica prihodnosti mladih podjetnikov v Sloveniji, Evropi, svetu? Naslednje leto bomo najprej Evropska prestolnica Super. kulture, Odlično. da postajamo vedno bolj, pa tudi Evropska prestolnica podjetništva in podjetnosti mladih, pa dokazuje današnji dogodek. Ne, res. 10 držav, Popri, čudovita prireditev, vse čestitke direktorci in njeni ekipi. Ko ste jo že ravno omenili, Tanja, jaz bi še enkrat te prosil, da prideš gor, da podelimo nagrade najboljšim dijakom. In začnimo s 3. mestom. Jedli bomo. Pam, 3. mesto, izvolite. Nagrado za 3. mesto v kategoriji dijaki prejme poslovni model Prigrizki Hempti. Člani skupine Zala Fišter, Špela Gril, Blažka Lesjak, izobraževalna institucija, ekonomska šola Novo mesto, srednja šola in gimnazija. Dobrodošli na odru. Kateri lahko dam mikrofon? Slika ste že, sorry, se že umikam. O, punce, prigrizki pa to. Kakšni prigrizki? Zakaj? Kako? Ja, v bistvu naša ideja so zdravi prigrizki s konopljenimi proteini. S tem smo v bistvu združili dva domača podjetja, in sicer pekarno, ki jo ima Blaž, ki je najstarši, in pa Špelini starši se ukvarjajo s pridelavo. A pa starši to vejo? Ja. Ok, sam preverjam. S pridelavo in predelavo industrijske konoplje, tako da tam tudi dobimo našo najbolj pomembno sestavino, konopljene proteine. Wow. Iskrene čestitke, bravo punce. Še mikrofon. Sem Gorenca, veš, se drugače bi ga dal. Mi nadaljujemo z 2. mestom, seveda. Včasih mogo bi biti skrška, da bi imel še kakšno roko. Hecam se. Izvolite. In smo že pri 2. mestu. Krško je drugače ful lepo. Nagrado za... Nagrado za 2. mesto v kategoriji dijaki prejme poslovni model Olea Lavator. Članica skupine Klara Kobal, izobraževalna institucija, šolski center Nova Gorica, biotehniška šola. Čestitke, Klara. Sej grem. Ko mi čakam, da mi, kako sem rekel? Klara. Da mi Klara pove, česa si se ti lotila. Jaz sem izhajala v bistvu iz problema, ki ga imamo doma, imamo oljke in smo rekli, da se bomo lotili jih vlagati. Nismo pa vedeli, da je za to potreben en dolgotrajen proces izluževanja. Drugače so kar za nič, ne? Ja, bi rekla, ja. In dobro, smo naredili napravo, sem naredila napravo, ki samodejno izlužuje oljke. Ful dober. Tam punce imajo prigrizke, pa lahko nekaj skupaj skombinirate. Tako po moje povezovanje je tudi eno od lepših plati podjetniške. Iskrene čestitke. 2. mesto. Ste pripravljeni za 1. kategorijo dijaki? Pa ste bili vsi v pekarni od punca, ali kaj? Izvolite, gospod župan. Ja, prvo mesto. Hvala. Nagrado za 1. mesto v kategoriji dijaki prejme poslovni model Slugard. Člani skupine Maja Jernejc, Renata Jereb, izobraževalna institucija Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija.
Tanja podelila tudi posebno nagrado, tako kot vsem prvim. A ja, spet v kadr skačem, sorry. A lahko? Je v redu. Punci, vse mi povejte, vse me zanima. Mi da v bistvu uporabljamo invazivne rastline za zatiranje polžev pa listnih uši. Malo bliže k ustom. Invazivne rastline? Za zatiranje polžev in listnih uši in v bistvu rešujemo 2 okoljska problema. Se pravi, na zelo naraven način, vrhunsko. Iskrene čestitke, prvo mesto! Hvala, gospod župan, tudi vam za čas, za energijo. Smo pa prišli do posebne podelitve, posebne nagrade za najboljše podjetniške ideje študentov in dijakov. V glavnem to smo zdaj dali mimo in če ste slučajno pomislili, da smo za to kategorijo konc, sem zdaj se malo že izdal, da nismo, pripravljena ena posebna prvič dodatna nagrada za ekipi tako dijakov in mladih do 29. leta in sicer za trajnostno in zeleno idejo. Zeleno pekarna, ki na inovativen način rešuje aktualne izzive. Ena dijaška in ena študentska ekipa se bosta namreč skozi to nagrado jeseni 2024, ful bo lepa jesen baje, udeležili študijskega obiska podjetniške skupnosti Islandije. Jano, jaz sem si zmer želel iti na Islandijo. Več o tem bo pa povedala Tanja Oprost. Se vem, da si full fit. Direktorica Tanja Kožuh, ki bo nagrado tudi podelila. Obe nagradi, ob tej priložnosti jo seveda ne rabim vabiti, ker je že kle. Tanja Kožuh, dame in gospodje! Na Islandijo, wow! Ja, hvala lepa. Jaz imam tako krasno ekipo sodelavcev, da neprestano razmišljajo, kaj bojo še naredili, da izboljšamo popre, da izboljšamo programe za start-upe in seveda leto že drugo leto zapored smo si izposlovali nekaj sredstev in budžeta, da mlade odpeljemo na študijski obisk Islandije, zahvaljujoč Norveškemu skladu. Tako da lani smo bili z mladimi na Norveškem in moram povedati, da je bilo zelo lepa izkušnja in verjamem, da bo tako tudi letos. Najprej bomo razglasili ekipo v kategoriji študentov. Izvolijo. Torej, posebno nagrado in sicer študijski izlet na Islandijo. Prejme ekipa moja zverenica, Fakulteta za dizajn, ki jo sestavljajo Špela Gosnik, Ajda Kristan, Eva Gulin, mentori Maja Crgol-Lipnik in Aleš Lipnik. Seveda vabimo na oder moja zverenica. Tako je. Evo. Zverinice, čau! Živjo! Iskrene čestitke. Ko so vesele, jaz bi bil tu. Greš na Islandijo? Kaj, če gremo na Islandijo? Ja, gremo. Super. Evo, nagrada je vaša. Nagrada je vaša. Nujno nas... Ja, izvolite. Pa slikati se je treba. Tanja, pojdi zraven, slikamo se še. Fotografi tukaj. 3, 2, 1, nimamo cajta. Bližje. Pa tak ga imaš. No, pa zdaj sem da sem jaz na poto, a ne to hočeš. Punce, jaz sem tudi lastnik parih zverinic. Zdajte mi povedati, kaj imajo te zverinice veze v vašem projektu? Jaz moram povedati, ja. Mi delamo pa v bistvu didaktične igrače za otroke in so narejene iz slovenskega mesa, spet, ko isto sem rekla na pičanju, iz slovenskega lesa. In tako, da so trajnostne in ja, še kaj. Dober. Iskrene čestitke, res punce, bravo. Pa res ste simpatične. Kartico z Islandije, prav, ali pa saj selfija z Islandije. Lahko ste to počivati, ja. Tam je ena dobra pekarna. Zdaj imamo pa še dijake. Seveda, bomo peljali tudi še eno ekipo dijakov, tako da zdaj napočil čas, da povemo, katera ekipa dijakov gre z nami. Torej, posebno nagrado, študijski obisk Islandije prejme Marker Filer, Šolski center Nova Gorica, Tjaž Saksida, Martin Lisjak, Maj Mozetič, Lanko Glot, mentorica Teja Puc.
Fanti, iskrene čestitke. Iskrene čestitke tudi z moje strani. A boste šli? Ma seveda, kakšno vprašanje? Super. Ja, se poslikam. Ja, zdaj pa, a ne, punce, bližite pa stran. V redu, vsi smo enakopravni. 3, 2, 1. Fanti, kdo je najbolj zgovoren? Kaj moram narediti torej, da lahko grem na Islandijo? Kaj ste vi počeli? Mi smo naredili dejansko polnilno postajo za markerje, za bele table, ki jih uporabljajo v šoli, ker smo ugotovili, da to je dejansko velike količine odpadkov, gre tako, ker recimo učitelji samo uporabijo markerje, vržejo proč, z našim pa lahko dejansko tudi napolnijo markerje in ga lahko večkrat uporabijo. Wow, vrhunsko, uživajte na Islandiji. Iskrene čestitke, hvala Tanja. Dajte Tanji malo vode, prosim, da se res nahodila. A bi malo muzike zdajle za vmes? Takole je, ona je zmagala par let nazaj, mislim, da zdaj glih prej sva se v garderobi pogovarjala, 7 let nazaj na festivalu Pop Rock. Ful je bila posebna, izvirna, v bulerjih je okrog hodila, skakala, ful barvita, 2-krat je nastopala na Emi, 2022 je pa prišla tudi v finale in ona je še zmer. Nima bulerjev, zdaj je pač odrasla, za razliko od nekaterih, in še zmer je ime Anabel, maestro muzika! Kaj je krivo, da ima slab dan, dan obarvano sivo, si obarva sam. Prikliči pozitivne misli, negativne pošli stran. Zraku pozitiva, ne popravi slab dan, ta pesem moja te usmeri drugam. Ta so pozitivne misli, slaba volja šla po stran. Slaba volja sama šla bo stran. Hej, dej se malo se nasmej, le poskusi in poglej. Hej, tvoj nasmeh je ta, neverjetno moč ima. Pozitiva. Zraku pozitiva, ne popravi slab dan, ta pesem moja te usmeri drugam. V njej so pozitivne misli, v njej ujet je sončen dan, sončen dan. Hej, dej se malo se nasmej, le poskusi in poglej. Hej, tvoj nasmeh je ta, neverjetno moč ima. Pozitiva. Slaba volja sama šla bo stran. Hej, dej se malo se nasmej, le poskusi in poglej. Hej, tvoj nasmeh je ta, neverjetno moč ima. Hej, dej se malo se nasmej, le poskusi in poglej. Hej, tvoj nasmeh je ta, neverjetno moč ima. Najlepša hvala. Anabel, pazi, da ne padeš. Zdaj so pa na vrsti osnovnošolci, dajmo jim en velik aplavz.
Kapo dol, mene v osnovni šoli ni nič takega zanimalo, pa sem pa voditelj. Odločili ste se ustvarjati svojo prihodnost in res kapo vam dol, rešujete probleme in to na zelo podjeten, ustvarjalen način. Izkušnja vam bo ful prav prišla, boste videli. V sodelovanju na tekmovanju Popri ste pa v bistvu naredili zdaj že res en tak orenk korak, da naredite nekaj iz sebe in da boste spreminjali svet in da bo lepši pa boljši. Ker mi ta stari smo ga že malo zavozili. No, v glavnem, pustimo stati. Letos je za kategorijo osnovnošolcev prijavljenih 240 tekmovalcev iz 83 ekip. Poleg denarnih nagrad imamo tudi za naše najmlajše osnovnošolce, ki boste zasedli prva 3 mesta na nacionalnem tekmovanju in njihove mentorje. Urad vas bo za intelektualno lastnino peljal na enodnevni izlet na Dunaj. Okay. Ogledali si boste tehniški muzej in avstrijsko prestolnico, pa sigurno boste kakšen gen knedl pojedli. V glavnem, poglejmo si člane strokovne komisije. Kategorija osnovnošolci torej. In en aplavz za Dejana Jezerška, soustanoviteljica Language Sitter d.o.o. Sorry, Dejana, ker sem te preimenoval. Potem tudi Mateja Panjan, strateška svetovalka na področju ljudje in kultura, Danfo Strata d.o.o. Pa Marko Podgornik Verdev, direktor in solastnik podjetja Mikropolo d.o.o. Pa Primož Zelenšek, soustanovitelj in direktor podjetja Čipolo d.o.o. In zato na oder vabim tretjega častnega gosta, soustanovitelja in direktorja podjetja Recatalyst, oziroma Recatalyst, gospoda Tomaža Bizjaka. Podjetje Recatalyst je nosilec naziva slovenskega start-up leta 2023, letos pa je prav gospod Bizjak sodeloval kot član komisije v kategoriji študenti in mladi do 29 let in pomagal pri izbiri najboljših poslovnih modelov iz te kategorije. Je bilo težko? Vedno je težko, ko nekako izbiraš tiste zmagovalce, ko veš, da so vsi zmagovalci, ker ne nazadnje so vsi finalisti, ki so se udeležili tega. In seveda breme je mogoče na tistih, ki niso dobili enega od prvih 3 mest, ampak breme je tudi na tistih, ki so jih dobili, ker tisti morajo zdaj pokazati ta performance, ki ga seveda mi kot ocenjevalci pričakujemo, da s tem nadaljujejo in praktično bi si želeli, da vsi nadaljujejo, ker statistika uspehov žal je kakršna je, ampak verjamem, da z nekim zagonom, kot so ga danes pokazali, lahko to statistiko uspehov dvignejo. No in zato vas tudi slikamo, da pa lahko potrkamo doma, kaj zdaj kaj delate po 2 letih recimo. Pridva mi mečkam bolj sem in kot je navada, začela bova s 3. mestom. Tanja, ne dobimo podporo. Tanja? Pa Tanjo še tudi povabimo gor. Še en aplavz za Tanjo. Popri skrbijo tudi za projekt Plaža 2024. Saj pri Tanji. In smo pri 3. mestu pri osnovnošolcih. Nagrado za 3. mesto v kategoriji osnovnošolci prejme poslovni model Simply Clean. Povem tudi pod mentorstvom. Tomšič, izobraževalna inštitucija, osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak. 3. mesto, punce, bravo. Kje se je pa Bobnar skrival ves ta čas? Ja se grem stran. Drage mlade dame, jaz že svoje sobe nisem maral pospravljati. Simply Clean je ime vašega projekta. O čem se gre, kaj čistite? Torej, rešujemo problem umazanih krtač. Umazane krtače. Česarkoli? Ja. Lase. Za lase, ok, super, ok. Ja, no pač, ščetkamo marsikaj. Naša rešitev je paket krtače in 3 silikonskih in pralnih nastavkov, ki omogočajo lažje in enostavnejše čiščenje. Kje ste hodile prejšnja leta? Hvala vam, punce, iskrene čestitke. Smo pri 2. mestu. Tale je moj, tale je vaš. Izvolite. Bobnar je zbud. Nagrado za 2. mesto v tej kategoriji prejme poslovni model
Adventure Realm. Dobrodošli Lara Mihelič, Aleks Kudrin Vukovič in Zoja Pipan Fajfar, izobraževalna institucija Osnovna šola Rinži Kočevje. Fotka? Kakšen adventure nas čaka? Kam se bomo podali? V bistvu je to escape room, ki ga igraš na tablici. Aha. Ja. To se pravi, če bo zdaj Anabel še kakšen komad zapela, imam jaz lahko escape room. Kako hitro se pa res? A ni escape room? A je, ok. Na mikrofon. Naš escape room deluje s pomočjo resnične razširjene resničnosti oziroma augmented reality in naprimer postavi sobo, ki je pred tabo, ki je pravzaprav ni tam. In to rešuje pa problem in finance za postavitev escape rooma in pa prostora. Hudo. Nisem čisto razumel, ampak deluje. Pol je že dober. Bravo, iskrene čestitke, hudo. Vse si boste lahko tudi na spletni strani pa na socialnih profilih poprov kaj več pogledali, da si v miru se naučimo vse te izraze in vse, kar ste se lotili. Hvala vam pa, uživajte. Pol je ful dobra zabava. Še prvo mesto. Dregni bobnarja, kaj ti? Prvo mesto v članih VOS-u. Še enkrat. Prvo mesto pri osnovnošolcih. Nosilci prvega mesta. Poslovni model Phone Out. Yes! In to so rekli Iris Baruca, Leja Vatovec, izobraževalna institucija Osnovna šola Elvire Vatovec Prave. Yes! Dobro. Osnovnošolci, drage dame in gospodje, punci, vse mi povejta. Ti povej. Ti povej. No pa ti povej. Vidve delava aplikacijo za spodbujanje mladih k gibanju, istočasno pa tudi za zmanjšanje uporabe družbenih omrežij. In kako vam to uspe? Lepo. Rezultati so že vidni. Dobre, skrene čestitke. Vrhunsko, odlično, prvo mesto. Hvala vam, čestitke. Zdaj bomo sam še športali. Sam to tam mogli dati na social. A ne? Valjda. Lahko greste počivati. Lep je, ne? Lep je pa težek, je rekla. Hvala vam še enkrat za vso pomoč, za vzpodbudne besede in seveda nismo pozabili niti na mentorje. Mentorje vas lahko povabim, da vsi zmagovalni mentori, mentori zmagovalnih ekip, če pridete na oder, eno darilo imamo za vas. Dobrodošli mentori letošnjih poprov. To je ena novost, ker vas je treba malo pocrkljati, ker pač ni izmer najlažje. Delate pa res neverjetne zlata vredne stvari. Malo bo še treba ploskati. Mentori drugače, prej ste se javili, da vas je ene par tukaj. Je pridite gor, slikali vas bomo tudi. Dame in gospodje, to so mentori zmagovalnih ekip. Ja, prvih treh, ne? A ne? No, to je mentor zmagovalnih ekip. Kategorije? Ni važno, katera kategorija, vse kategorije. Ja. Pridite, ne grizemo, torbe imamo, ful dobre, skonto. Vem, da je prvič, naslednji let bo šlo lažje. A kar 3 bo dobil. Dajmo še en aplavz za mentorje. Če kdo veste, zbudite mentorja, če je bil slučajno mentor zmagovalne ekipe, da pride sem gor. To je pa ta skromnost dam in gospodov iz ozadja. Iskrene čestitke, vaše ekipe so zmagale, izvolite.
Bolj sem. To so sramežljivi, to so pač mentori, ne? To so oni srca mentori. Dajte mi malo povedati, najprej slikati, ja vem, da sem na poto. Pa s torbam, ne, valjda samo s torbam slikali. Dajte jim torbe. Daj še to ujem, kako zdaj vzame torbo pa. A bo v redu torba? Zdaj se pa skupaj slikamo, pa me še zanima, kaj je bilo najtežje, pa kako ste se kaj imeli. Ful bom hiter, ker se nam mudi naprej. Koga lahko vprašam, kaj je največji izziv pri mentorju, razen tega, da pač ne more spati? Primanjkuje časa. Včasih nas manjka malo časa. Koliko imate dejansko sploh časa? Ja, bolj malo. Ko vse to naredimo, imamo bolj malo časa. Zelo konkretne rezultate imate, odgovore pa ne toliko zelo. Kaj pa je... Ne. Zgledali, da ste edini mentor. Pri katerem projektu ste vi sodelovali oziroma bili mentor? Ja, dekleti sta preganjale polže pa listne uši, jaz sem jih moral pa ustavljati, ker sta bile čist preveč divje, v kjer je smeri vse, tako da... A ste odgnali še kaj drugega ali kaj? Ne, prav nič drugega, prav to, ciljno polže in listne uši. Vi ste jih pa nastavljali za nalaž? Ne, to vse punce delajo, same testirajo, same kličejo, tako da to je najlepše pri mentorstvu, da sami naredijo, mi smo sem tam, da mačkano vprašanje postavljamo, jih usmerjamo, ustavljamo, če je treba, ker so maturantke. Tako da drugače pa čestitke vsem, ki ste se udeležili in pa seveda tistim, ki ste dosegli najvišja mesta. Ja, in čestitke tudi vam vsem. Hvala vam še enkrat. Boste še sodelovali? 2 sta rekli, da ja. To je dobro. Res, dajmo še en velik aplavz za vse zmagovalce, za vse sodelujoče, za vse, ki ste mogoče zdaj dobili malo več zagona, da boste pa naslednje leto še več pokazali in predvsem rad bi se zahvalil vsem, ki ste prispevali, da smo se danes lahko dobili in da bo zdajle v kratkem po skupinskem selfiju še malo druženja, tako, manj uradnega, približno tako neuradnega, kot je moja uprava. Tako da najlepša hvala, da ste ustvarili prihodnost in letošnje popre glavnemu organizatorju. To je seveda Primorski tehnološki park. Z nami so bili tudi soorganizatorji, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, pa Spirit Slovenija javna agencija, Slovenski podjetniški sklad, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter Vrtojba, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Še bomo ploskali, ker z nami so tudi strateški partnerji, Tehnološki park Ljubljana, Saša Inkubator, Razvojni center Novo mesto. Še 3 kategorije, okej. Hvala partnerji, ker ste z nami. To so Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, pa SBC Slovenski podjetniški klub. In res zlata sponzorja. Hvala SID banki, pa Soški elektrarni Nova Gorica. Ker vas je res veliko in za vsega res lahko posebej rečemo, da vas cenimo, da ste letos sodelovali in pomagali. Hvala vsem podpornikom, srebrnim, bronastim, materialnim sponzorjem, partnerju za ključne prireditve in medijskim sponzorjem. Hvala res vsem, sploh pa staršem, kva ste to naredili. Če kaj, vam je tole ratal, ne? En aplavz za vse vas. Mi tako imam štrleča ušesa, pa še ne stoji tole v redu. Sej ni važen, ker imamo še glasbeno točko, potem pa skupinski selfie. Tako da počasi se pripravite za nizek štart, da bomo šli sem gor, čaka nas konfeti, zabava, najprej pa glasbena točka, Anabel, maestro Požen! Uvim se v tvojo majico, sedim in gledam skozi okno in vem dobro, da vsi mi vse, kar si lahko mi da, skrivaj si želim, da tvoj poljub še dobim. Še vedno je ščetka tvoja v omarici, še čaka te in zjutraj je kava za po skodelici, še čaka te, še čaka. Zdaj vem,
da skrivaj si želim, da tvoj poljub še dobim. Še vedno je šipka tvoja v omarici, še čaka te in zjutraj je kava za te skodelici, še čaka te, še čaka. Zdaj vem, zaljubljena, premlada sva bila, a če kdaj spomine obudiš, mi polepšaj dan, za te sem legli stran. Vedi, da vse ti dam in sem legli Še samam tvoje stvari, za vsak slučaj, če bi ti kdaj premislil si se vrnil k meni. Zdaj vem, zaljubljena, premlada sva bila, a če kdaj spomine obudiš, mi polepšaj dan, za te sem legli stran. Vedi, da vse ti dam in sem legli stran. Najlepša hvala. Ne pobegam. Gremo se zdaj vsi skupinsko slikati, vabljeni vsi tekmovalci, mentori, pridite semle gor. Naredili bomo največjega množičnega selfija letos z rekordnim številom. A ne? Pa noben ne pušim odre. Noben, ne, vsak let pridejo gor na oder. Jim kaj obljubam, no pa pridejo prej. Kakšne stvari lahko pustite na sedežih, obljubam, da bojo tam ostale. Čeprav pa na lastno odgovornost. No? Ja, vzemite sabo plakete, nagrade, kupone, bone. Kaj? Aj, ti se boš tudi... Ne, drugače boš kar v centru, veš? Ne, boš ti. Ne. Boš ti v centru, ja. Mislim, da naj imajo dost, da so naj izklopili. Ja, pejte v spredaj nagrajenci, bomo probali strateško se malo postaviti, punce nas bojo usmerjale, imamo tudi topove s konfeti. A imamo kakšno musko spet za zraven? Lahko se tudi bobnar pride slikat, če je za. Še imamo prostor, dobrodošli vsi po pri 2:24 kle gor na odru. Ne. Stvari, ki streljajo, niso za moje roke, jaz sem zelo štorast človek. Bomo odštevali od 5 nazaj, najprej se pa postavimo, zaradi konfetov, ne usmerjati v ljudi, prosim. Anabel, pridi malo spretno. Kaj? Ja, bomo mi skupaj odštevali. Od 5 nazaj, ta zadnja je poprije, prav, in takrat bojo konfeti, odštevanje. Si te ponovadi za selfie rabiš telefon? Nimaš telefona? Kako moram pa to obrniti, Marija? Ja, se selfie delamo, ja, pa, ne vem, lahko pa... Kar en telefon, ne se jo poznamo, no. Let! Hecam se. Čakaj, samo malo, daj malo očist, no? Malo očist, da bo boljša slika. Aj salamo rezala gor. Čakaj. Op. Aj v redu, pršut, valjda. O, Marija, se nas ne bo videl. Kam ne grem? Pa še malo. Od 5 odštevamo.
Čak, to je video. Ja, star sem že. Zdaj se pa vidimo, že grem pa bolj nazaj. Se bo Ata postavil, se nam bo od 5, 5, 4, 3, 2, 1, popri! Zakaj to ne prime? Se vidimo naslednje leto, upam, da v tako lepi zasedbi. Hvala, Anabel, da si vrhunska. Iskrene čestitke, sam tako naprej. Fotkali smo vas, tako da pridemo čez 5 let pogledati, kako kaj napredujete. Hvala vam za dobro voljo, za potrpljenje in dobrodošli v avli, bomo še kakšno rekli. Hvala vam in lepo se imejte.